trombettista. Harmoniko. Dobro jutro s trobentači, trobentami, harmoniko, kontrabasom, baritonom in vsak od nas predstavlja svoj inštrument v tem zboru, koru, ki spreminja ta svet. In v nadaljevanju ta pesem pravi, da ples je neke vrste luksus, dostopen vsakmu. Vsak izmed nas pleše svoj ples življenja, da le ne bi plesali mrtvaškega plesa, kot si je ta elita, pravzaprav psihopati, morilci, organizirani kriminalci, kot so si oni zaželeli, da gremo vsi v pogubo. Ne bo šlo. Dancing is a lap of luxus. An excess of emotions. Excess of emotions. Dostop do emocij in to je fantastično, tralala. In praktično je, če plešemo. Ta komad sem vam sicer že davno nazaj dal, ne? Ampak ste ziher pozabili, da mu je naslov Gregorian Lessons od skupine Deladab. To so naši balkanski bratje in sestre, ki imajo ta pridih in duh zmagoslavnosti. Ne, konc koncu, mi vsi čakamo trumpets, trobente. Trump je naša trobenta in glavni trobentač vsega tega, kajti Biden ima težave, v kongresu mu pripravljajo impeachment in včeraj je bila dogodivščina v ameriškem kongresu, vendar mediji o tem ne spregovorijo. Torej, v kongresu se nekaj dogaja, State Department pa nič. Se spomnite tega, ne? Ko je bil poročevalc, ne vem, kateri je že bil, iz Amerike, pa je bil State Department pa nič. Ja, mediji se enako obnašajo, revčki izgubljeni, zdaj ne vejo. Veste, oni so zdaj zaposleni s tem, da snemajo te svoje novinarske junake, kako se po jarkih skrivajo in bežijo pred bombami, ki letijo na vse naokrog, s tem, da v zadaj, v kadru je pa videti kolesarja, kako piči. Ne? Precej se trudi ekipa belih, da bi nas prebudila. Resnično, da bi ljudje rekli, ma čakaj, a veš, da človek, ki verjame televiziji, ne, da bi on to gledal pa bi rekel, čakaj, tam lele zdaj bombe letijo, zadaj pa kolesarje, nekaj ne vrede. Tu bi bilo fajn, če ta, bom rekel, vernik, televizijski vernik, ne, uočijo, ampak ne gre. Tako, ka ne more vernik religije skontati, da to je kri, ki se pije, pa telo, ki se je, da v bistvu so nam v ksiht povedali, da so jedli in pili dejansko adrenalizirano kri. Zdaj, jaz sem se malo nasmehnil zraven, zaradi tega, ker gre za paradoks norije, kjer bi morali videti, gre pa za precej ostudna in neverjetna dejanja, ki so jih religije počele. No, in ja, hvala Bogu, se ruši tudi na tem nivoju. In ne samo to, da je Biden zdaj v zanki, pravzaprav vse je igra, ne? Biden ni Biden, ampak nekako ta naša aliansa želi pripeljati te igralce do tega, da bodo morali nekaj dati od sebe. In glede na to, da mediji ne pokrivajo teh, bom rekel, zelo, zelo resnih situacij, a ne, je treba nekje drugje še pritisniti na kakšno tipko. In ta tipka je seveda Izrael, kjer smo večkrat rekli Izrael za konec. Židje imajo pod kontrolo praktično vse medije in večji del, bom rekel, zahodnih religij. Tja noter je treba usaditi pravo informacijo oziroma razturiti jedro, bom rekel, jedro, vrh te kače medijske, ki je pravzaprav zapeljevala in zavajala ljudi, odkar pravzaprav obstaja, saj vendarle je televizija kot taka patentirana, mislim, da pod kontrolo množic, nekak tak patent ima, ne bom čisto točno, nima veze. Tako, ka nimajo veze vsi detajli tega sveta, teh ustrojev, ker ni potrebno, da se spuščamo v detajle, bistveno je, da razumemo, da nič ni v redu.
Tekom noči se meni vedno kaj zgodi. Imam kakšne sanje, kakšne uvide in spoznanja ter navodila, povej jim naprej, kako in kaj boš to spedenov, pa prepuščamo tebi. Ne. No, hvala lepa, dragi moji od zgoraj, ki ste mi tokrat dali nalogo, da moram jaz sporočiti naprej to, da misija vsakega izmed nas je, da služimo drug drugemu. Nebesa so prikaz, poznate tisto slikco, v peklu in v nebesih je situacija ista. Velik kotu in vsi imajo velike žlice, a ne? Vendar v peklu se vsak trudi svojo veliko žlico v svoja usta nositi, pa so vsi politi, pa vsi lačni, dočim v nebesih drug drugemu z dolgo žlico podajajo in so vsi zadovoljni. Torej nekako je tudi skozi to prispodobo slikce nekako dano nam vedeti ali pa nakazano nam je, da je prav, da služimo drug drugmu in moja misija je pomagati na tak način, kot pomagam. Vaša misija mnogih izmed vas je, da pomagate spet z druge strani meni, zato ker lahko, zato ker imamo take sposobnosti, pa nimam zdaj v mislih denarja, vse kaj drugega, ampak dajmo razumeti, da človek je mogel iti sam čez stvari, da je ustal sam. Ideja pa je, nemudoma sem vam rekel, največji vzgib, ki se zgodi človeku, ki mu prebije film, je ta, da poskuša pomagati razumeti tudi drugim. Zato so glasbeniki, tudi tale komad sem vam že dal, ki poje samo ravno, ne levo, ne desno, mi gremo naprej, boli nas kiki za leve politične ustroje ali pa desne politične ustroje, mi se na to ne palimo več in to so tiste stvari, ki na nas grabijo in bom rekel, čakajo iz zasede, iz strani, zaradi tega so bile to politične strani. Mi skozi ta tunel neznanih pošasti, katerih se ne bojimo več, moramo sami in pogumno zakorakati in iti samo ravno in samo naprej. Kaj sem hotel reči tlele? Ja, drug drugemu. Sam. Jaz sem večkrat rekel, distancirajmo se, osamimo se, nujno potreben proces. V drugi fazi pa je, da pomagamo in služimo drug drugemu, odtle tudi beseda bogoslužje, kjer se je Bogu služilo. Zdaj spet so iz konteksta vedno vzeli samo tisto, kar so rabili. Sej služimo Bogu, kaj ne, z našim biti na zemlji v meseni obliki, služimo temu, kaj so naši notranji vzgibi in to je z drugimi besedami naš moralno-etični kompas. Njemu sledimo in mu moramo slediti še bolj, najbolj pomembno pa je, da mu zaupamo. Ko pa se mi sestavimo v obliko, da sami pri sebi gremo čez stvari, ki smo jih imeli v sebi, potem pa je takoj naloga, da služimo drugim. Pobrskajte po sebi, poiščite svojo misijo in ta misija nikakor ni sebi, zame, za ostale me pa boli k. Nikakor ne. Misija ne more taka biti. To je stvar ega, to je stvar, ki jo je sistem probal dati vnaprej in nagraditi posameznika za podla, negativna in izprijena dejanja. Vsekakor resnično dajmo razmišljati v smeri, da moramo drug drugmu biti opora in support, ob tem pa zelo, zelo, zelo previdno in pazljivo in pozorno, da se vam ni prišunjal tisti, ki potrebuje vašo energijo in pravzaprav služite njemu, medtem ko vse, kar dajete energije, njemu pada točno v luknjo oziroma še celo drugače, vse to se prav hmal obrne točno proti vam oziroma proti nam samim.
iz tega naslova mnogi ljudje ne govorijo, ker so se prevečkrat odprli napačnim ljudem, verjetno imate tudi sami to izkušnjo. To so tisti zidovi, ki smo jih zgradili okrog sebe. Zdaj spet je tanka meja, normalno, da moramo postaviti meje in visoke ograde moramo narediti. Imeti krog ljudi okrog sebe za začetek majhen, boljš da ni nobenega ali pa eden, pa ta prav, kakor 30 napačnih ljudi. Ne? Torej, kvantiteta v tem primeru pomeni v bistvu veliko večjo nevarnost, kakor pa bomo rekli pomoč. Zdaj, negativne sile so seveda držale skupaj in se probale pomešati med nas. Hvala Bogu smo toliko bili raziskovalni, da smo pogruntali, da tukaj nekaj ni v redu. Res je. In včeraj je dala Teja krasno istočnico besedo raziskovanje, ne raziskovanje, radovednost, ne? Beseda kot taka mi je všeč, čeprav smo jo pa že obdelali skozi točno tale Q žabonski, ki je tlele za mano, ne? Torej, Q kot tak nas uspodbuja k questionom, torej vprašajem. Sprašuj se, vprašaj se, ne verjemi slepo nikomu, tudi meni ni treba, da ne bo pomote. Vi morate sebe spraševati, kaj je prav, pa kaj ni prav, kdo je v medijskem svetu relevanten in kako in zakaj. Zdaj, precej vroča je zgodba Petkove in Ranka. Spet vsak po svoje nas je naučil svojih stvari, vsak mu po svoje kapo dol, kdo je pravi in kdo ne, pa zdaj ni čas, da mi se zdaj spet poletimo pa rečemo aha, to je tako kot za Luno, ali je satelit, ali je objekt, ali je plazma, ali kaj za Boga milega, ni treba, saj bo čas pokazal, vse bomo zvedli ob pravem času. Najbolj bistveno je, da užgemo to, ali pa vse smo bili prisiljeni pravzaprav ne verjeti nikomur več, ne? Komu pa? Valjda sebi. In zdaj ta svet je narejen tako, da v bistvu ga lahko spoznavamo, če smo radovedni. Če mi želimo nekaj vedeti, potem zagotovo nam bo dano vedeti, a ne? Slej ko prej, če ne zdaj, pa malo kasnej. Dovolj je, da postavimo vprašanje in mnogokrat bi nam lahko bili res otroci vzor pravega življenja. Oziroma, kako se duša uči. Otrok bi rad shodil, pa pade, pa prvič, pa drugič, pa 50-tič, ampak slej ko prej vstane in shodi. Otrok je lačen in bi rad jedel in ker ne zna govoriti, on to pove s pomočjo joka, s tem, da pritegne pozornost. V normalnem okolju je to vse ok, v nenormalnem okolju, kjer otrok ne dobi prave pozornosti oziroma prave ljubezni, pa se ta vzorc vleče naprej, sploh če je v tem obdobju pa še traumatiziran. A ne? In narcisi so 3-letni otroci, ki v bistvu želijo pozornost na vsak način in da jo le dobijo, naj si bo pozitivna ali negativna, je v redu. Ne? Mi pa smo pogruntali, da to nekako le niso prave stvari in ne iščemo nikomur, nikjer, nikakršne pozornosti, vendar želimo svojim biti pomagati. Pomagati razumeti je moja misija. Moj vzgib je tak in se pa nisem edini, ne? In je logičen vzgib. Pravzaprav zaradi tega ga mnogi kopirajo ta vzgib. Lahko kopirajo rezultate, lahko kopirajo proces, lahko kopirajo način, ne morejo pa skopirati strasti in energije, ki veje ob tem. A ne, zdaj eni misije igrajo, glumci so glumci, za zmeri bili in zmeri bojo. Nažalost, prav do konca bodo glumci in ne bodo priznali svoje greške. Kam sem hotel nazaj, da otroci so nam vzor, kako se duša pravzaprav uči in v obdobju, kjer smo se znašli, da ne moramo verjeti ne enim, ne drugim, še najmanj uradnim medijem, ki pravzaprav hudičevo škripajo zdaj, sami so se zakajljali,
je prav, da v bistvu raziskujemo. 3 leta pa pol, odkar je korona, odkar smo bili nekje prisiljeni v ene stvari, da jih raziskujemo, je marsikdo od nas oddelal svojo nalogo raziskovanja. Meni osebno je bila to strast. Jaz sem strastjo, še vedno strastjo raziskujem, se v nič zdravo zagotovo ne petljam in zatikam in vse probam povezati med seboj in to je bistvo. Tudi to je, bom rekel, plan belih, da tisti, ki imamo možnost s čem razmišljati, lahko razmišljamo in povezujemo pike. Mnogi tega organa oziroma nimajo potencijala, da kaj sploh razumejo. Zaradi tega je škoda komurkoli kaj dopovedovati in iz tega naslova marsikomu nismo več pripravljeni kar na blef razlagati, ker nima smisla. Škoda je namreč naše energije, da jo mečemo v brezno brez dna, med tem, ko bi svojo energijo lahko vedeli, razumeli in spoznali še več. Radovednost je super stvar, ferbec je pa spet nekaj drugega, pa smo spet na tej tanki meji, kar jim pride prav. Oni so o nas tel vse vedeti in nekako te... My lady Tapandi. Ljudje kar spijo. Ne, Lady Tapandi pa spančka. Bom počakal do jutra, če se boš slučajno jutr zbudila. In ti boš pol moje polnilo, ko se zbudiš. Ne, spet je treba tudi ta komad skontemplirati, veste. Drugmu smo nujno potrebni, zato ker smo tukaj drug zaradi drugega, da skupaj raziskujemo ta svet, planet in vse, česar se ne da parijeti. In to je tista osnova, mi moramo spremeniti filozofijo, da nismo na zemlji zaradi tega, da fizično preživljamo stvari, ampak da nadaljujemo nalogo dušnega sveta, torej tega, kaj v stvari smo. Ne? Torej, primarno smo duša, sekundarno smo telo. Ne? Torej, nima telo duša, ampak duša ima telo. Duša je tista, ki je večna, telo pa ne. In mi moramo te stvari mičkeno spremeniti in ta komad pravi, da izbudi se, takrat bova šele midva popolna. In Freddie Mercury je rekel, it will be the final breakthrough. Če bi uspel tebe zbuditi, to bi bil moj končni preboj. Final breakthrough. Skozi. Jaz sem si ta komad dolg časa prevajal, nisem znal ta breakthrough si prevesti. No, zdaj mi je jasen, pa zato ga tudi vam podam naprej na tak način. Ampak v kontekstu popolni preboj za vsakega posameznika se bo zgodil šele takrat, ko bomo prebojeni v večjem številu. In veseli me, da se prebujamo in spregledujemo, čeprav mogoče počas, pa spet se je prav, če se človek počas prebuja, da ni budilka pa panika. Ne? Gremo dalje v kontekstu, da nam bo prav v kratkem dano videti marsikaj. V kontekstu, novo leto zna biti prej. Za dan mrtvih bodo ustajali mrtvi. Ne? Mrtvi v kontekstu ti, ki so zginili iz tega planeta in so označeni za mrtve, čeprav so živi in so zaščitene priče. Zaščitene priče so zelo pomemben člen v zgodbi oziroma v ekipi belih klobukov, kajti to so tisti ljudje, ki so bili prebujeni, ki so vedeli nekaj več in so bili prav iz tega vzgiba zelo navarni in še predno so jih uspeli nabiti na križ, zažgati na grmadi, fizično ubiti, so svojo smrt zaigrali. JFK, Bob Marley, mislim, da Freddie Mercury, Marilyn Monroe, Lady Diana, ima toga još, Elvis Presley, Michael Jackson. Mnogo ljudi pričakujemo, da se nam pokažejo nazaj in rečejo, tukaj smo delali in služili vam, za vas in za vse nas. Ja? Iz ozadja je bila potrebna koordinacija, da se je ta megalomanski ustroj zla oziroma matrice
zlomil. Pa zdaj marsikomu izmed nas je to že jasno, ampak ni kaj. Kakšno stvar je treba ponoviti, tako je treba ponoviti tudi kakšno pesem, čeprav smo jo pred kratkim slišali, pa jo moramo še enkrat, zato ker naš spomin je kratek, Ježiš Marija. Your breakthrough come with your finally break down and decide you are done with certain people. Torej, naš osebni breakthrough, preboj, smo rekli, Freddie Mercury je rekel, joj, če bi tebe zbudil, bi tu bil moj končni preboj, ampak naš lastni osebni preboj je, kadar končno prekinemo in prerežemo in se odločimo, da smo končali z določenimi ljudmi, določenimi prostori, z določenimi mislimi, prepričanji in navadami. Nič se ne spremeni, če ne, čakaj, nothing changes if nothing changes. Nič se ne spremeni, če ne spremeniš sebe, ne, če se ne spremeniš. Torej, prepričanja, belief system, smo verjetno ga že omenili v tej zgodbi, zdaj, ko sem bolj v religioznem tednu, ja, prepričanja, verovanja v nekaj, kar je neotipljivo, spet so vzeli tisto, kar so najbolj potrebovali in nas pelali scat skozi religije in kasneje skozi New Age duhovnost, ne? Mnogo stvari je v bistvu zelo enostavnih, ampak so nas debele knjige in filozofska razmišljanja pelala tako daleč, da smo na koncu debelih knjig ostali glih tako popraskani po glavi. Ja, no in kaj naj zdaj s tem naredim, ne? Torej, zavajanje je bilo res huda stvar in ta belief sistem prepričanj je nujno potrebno zlomiti. Treba je zlomiti določene misli, predvsem negativo. Smo se tudi o tem že pogovarjali, ker ne da smo se. No, in negativo ven, pesimizem stran, pred nami je lep svet in v ozadju poznate to pesem. Imagine. Pa kolikrat sem uporabil to besedo, ponovil za Lennonom. Predstavljajmo si lep svet, optimistično ga imejmo naravnanga, ne? Vse bo v redu, ampak brez dela ni jela, je treba na sebi nekaj narediti, predvsem to, kaj sem glihkar vam prebral, da je treba spremeniti določene smernice. Množica je šla k negativi, množica je šla v religije, množica je šla v slepo zaupanje varnega in učinkovitega, množica je šla v slepo verovanje, da je treba delati in služiti in pol pa bo. Ne, biti sužen, da to je super. Mi moramo te stvari vzeti nazaj pa reči, tole, kar vi meni ponujate, not good, ni v redu, tole zame. Nobenega osebnega napredka ne čutim ob tem, ne. Torej je treba spremeniti in iti my way, po moji, po lastni poti in smeri. Valjda drugačno od množice, se množica je bila zmeri zapeljana strani religiji, sistema in jaz ne vem koga še, koncu tudi prijatelj ali pa partnerjev ali pa vse en šmoren, zmeri smo nekako dopustili drugo mnenje. In ta druga mnenja so precej tudi zdaj pokazala razkolov, tudi mislim, če dalje bolj. Zdaj eno strategijo sem ubral, ki se jo bom kar poparjel. A veste, meni, če jaz nekaj objavim pa napišem, a ne, seveda, normalno je super, če je temu primeren odziv, ne? Torej nek like ali srček, torej nekdo se s tem, kar jaz sem zapisal ali pa dal od sebe strinja in to je en dober pokazatelj. Ne živim od lajkov, ne živim za lajke, da ne bo pomote, ker tudi ni potreba. Ampak zanimivo je, da gre to nekaterim v nos, sploh tistim, ki ne dosegajo takih številk, ki so se pri meni začele dogajati, ampak nič, ni to strašno velicga, vse je to okej. In pridejo malo osračkat se pod moje objave, a ne? In zdaj najlažje bi bilo človeka blokirati, pa si vsega tega frej, a ne? Seveda, takoj, ko ga blokiraš, pride do tega, ja, evo ga Turšič Teslo, a ne, zdaj on se pa ne sprejema drugega mnenja, a ne? Medtem, ko sem že ničkolikrat rekel, ne, da drugo mnenje je zame bolj tako, sem odprt do stvari, da si pa kontradiktoren in celo poniževalen, zaničevalen na mojem zidu, pa nekako valjda ne sprejemam, ne. No in seveda dovolim, da se ljudje pridejo na moj zid posračkat
in tudi dovolim, da si zankico zategnejo. Oni pridejo misleč, da bodo mene zdegradirali, a ne? Vendar se po 2-3, bom rekel, komentarjih, ne, pa se izkaže, da v bistvu oni bolj ta drek dobijo direkt v ksiht nazaj in sami sebi naredijo več škode, kot so jo želeli narediti meni. Mi smo se že pogovarjali, zaupanje je med srčnimi vzpostavljeno, med empati. Ko je vzpostavljeno zaupanje, je nezlomljivo in marsikdo misli, da ima še možnost vplivati na nas, kot je bil v bistvu ključ v preteklosti. Nekaj si rekel, nekdo je prišel napisati, da nimaš prav, 4 ali pa 25 njegovih frendov je to potrdilo, pa še te osralo in nisi mogel naprej. Zdaj normalno, mi smo jim iz tega ušli, spizdili se reče po domače, po cirkanšku, jaz ne vem, če se na Štajerskem tudi tako reče, ampak mi smo jim ušli kar nekaj korakov naprej in njihove strategije zastarele na nas ne delajo več. Hvala Bogu, ste opazili, na mojem zidu so se do zdaj vsaj 3 korektno zakajljali. Ne? Prav, in jaz sem se odločil, da ne blokiram nikogar več, zaradi tega, da ne bo v ozadju imel razloga. Turšič me pa blokiral. Ne bom te, ne? Ne bom te, ampak nekako ne vem, če imaš še kakšno željo se vračati nazaj, pa srat po meni, ker ni v redu. Ne? Ni v redu, zaradi tega, ker pride tle bolj zategneno, pa nikomu nič nočem, vsak to sam sebe kolje. In nekako nam je bilo povedano, da v bistvu ta zlobni satanski princip je že v štartu obsojen na propad in evo, tukaj smo, sam sebe pokončuje. Dvigneš roke, počakaš in kokice, gledamo film, dragi moji, vse je okej, vse je v redu, samo strah, dajmo na stran, absolutno moramo spremeniti poti na vsak na svojo, k lastni misiji in lastna misija more imeti pridih tega, da je namen naše lastne misije ta, da služimo drugim, da smo tukaj za druge, za nas. Pozor, da ne služimo napačnim. To pa moramo spoznati in zato pa se učimo, kaj narcizem je, kaj je brezdušnost, kaj je izgubljen moralni kompas in kaj je prodana duša. Vse to smo probali že nekako osvetliti. Pa saj bomo še, zaradi tega, ker bi jaz rad z vseh aspektov ali pa z mnogih kotov, zato ker nekomu nuca ena razlaga, nekomu pa ena druga razlaga. Nekdo je uhvatil 2 meseca nazaj, nekdo pred 1 letom, nekdo bo pa zdaj čez 14 dni. Ne vem. Vse sort dobim povratne informacije, zato vse, kar delam, je okej, vse štima. Če ste vi že slišali nič hudega, kar presliš, kar preskoči, je že vse v redu. Eno dobro sem dobil, en dober namik, evo ga. Kmalu se vam bodo v življenju začele dogajati stvari, ki ste si jih zaradi trdega dela vedno želeli. S trdnim delom vam bo uspelo uresničiti vse srčne želje. Bodite močni in modri, da premagate izzive, ki se pojavijo v vašem življenju. Zaupajte v proces in izgrajujte sebe. Evo ga. Zdaj, s trdim delom vam bo uspelo uresničiti. Kaj je trdo delo? Trdo delo je tisto, kar v bistvu je večkrat ponovljeno z moje strani. Jasne in ostre meje, ki se jih moramo držati, ki moramo ljudem pokazati, da so to naše meje in jih ne smemo popuščati, da premagamo strah, da se damo na stran pozitive, da se odločimo stopati na lastno pot, ki je seveda, če greš sam, je valjda precej težko, če si se pa rodil v zgodbi, da skupaj nekaj bomo naredili. Seveda bomo skupaj, ampak najprej se moramo ločiti. Marsikdo mi tudi točno to očita, da ja, Turšič, ti pa ločuješ ljudi. Ja, normalno, sej ta združenost je bila za nas toksična. Kaj ne? No, evo. 28 minut med tem, ko jaz še nisem niti odprl tistega, kaj sem za vas valjda pripravil. Ja, itak, Turšič. Vedno ene in iste buče. Ne, vse to je v redu. Bomo šli pa bolj na brzino. Odpustite sebi za tisto, kar niste vedeli in niste mogli vedeti in ste pač v tem živeli. Ne si očitati, da ste hodili v cerkev, ne si očitati, da ste verjeli sistemu. Pač tako smo živeli, rodili smo se v žajčnik, ne z tega
ne si tega očitati. Zdaj, bodite taki, da počastite svojo lastno pot, na katero zdaj stopate. Ne? Zaupajte temu lastnemu potovanju, učimo se, rastimo, napredujmo in postanemo to, kar smo, predvsem na koncu pa se dajmo ozdraviti od bolanega okolja, bolanega toksičnega sistema, bolanih odnosov, bolanih ljudi, bolanih prijemov in tako. Bob Marley je rekel, ne dovoljte, da vas pelejo scat oziroma da vas vlečejo za nos ali pa celo, da vas probajo šolati. Ne. Mi imamo lasten ne? In lasten je tisto, na kar se zanašamo, na in etiko, moralo in srčnost znotraj vsakega. Tako da Bob Marley je zapisal kar mnogo stvari in včasih so tihi ljudje, tiho pa ne zaradi tega, ker nimajo kaj povedati, mnogo bi imeli povedati, ampak so samo zelo previdni, komu so se pripravljeni odpreti. Žal tako je, me veseli, da se marsikdo odpre v moji bližini in da se je zgodila ena konkretna mera zaupanja na osnovi tega, da v srcu isto mislimo in da verjetno je že čutiti, da za mano ni agende in da za mano ni nobenih temnih ali pa slabih namenov. Vsaj upam, ne? In Plato je davno nazaj rekel, dobri ljudje ne potrebujejo zakonov, da jim povejo, da naj se obnašajo odgovorno. Ne? Samo slabi ljudje bodo zmeraj našli pot okrog zakonodaje. Znano, vse jasno. Mislim, zdaj, če rabite kontemplacijo, pa prekontemplirajte. Jaz sem že kdaj rekel, mi ne rabimo 10 božjih zapovedi. Oni, ki so slabi, bodo pa zmeraj našli pot na okrog in ki jim nabiješ v ksih, stari, ne delaj se neumnega. Kar stran pogleda, ne more, ne zmore, ne gre. Ja, razumemo stvari. Nikoli ne diskreditirajte vašega notranjega instinkta. Ne? Niste paranoični, vaše telo vam lahko pove in pobere slabe vibracije. Ne? Če znotraj sebe čutite oziroma vam pove, da nekaj ni v redu o osebi ali situaciji, dajte temu notranjemu instinktu zaupati. Pa dobro se me zdaj, ker smo glih pri religiji, pa gut feeling, ne? Gut je v angleščini črevo, ne? Vas je kdaj v črevesju stiskalo, ko ste bili v situacijah, noter v trebuhu te stiska, rečeš, kako mi jaz to spelo, ne moram, ovo. To je instinkt, gut feeling, črevo, gut se sliši tudi kot Bog v prevodu, torej božji instinkt, ne črevesni instinkt. Imamo i ako se čuti na notranjih organih, torej znotraj nas to je. Okay. We call them elita, rekli smo jim elita, ampak so paraziti, največji paraziti tega sveta. Imamo? Tudi zdaj to imamo, rekli smo jim pa elita, prokleta banda parazitska. Distance is an illusion, anybody can be touched. To je tudi en tak dober prevod, mi se dostakrat pogovarjamo o distanci, distancirajte se od ljudi. Medtem ko distanca je v bistvu iluzija, ne, razdalja. Vsakdo je lahko dotaknjen. Ne? Torej, če smo v bistvu v bližini ali pa na razdalji, nekdo iz Maribora vas zdajle lahko ujezi, vas razpizdi tam z nekim zapisom pod vašo objavo. Ali pač ne, če ne dovolite, ne? Z druge strani pa, ne glede na razdaljo, je vez od srca do srca narejena. Povezava je in vsak je lahko dotaknjen. In to je ta zapis, nam hoče povedati, da ne glede na razdaljo smo lahko vsi na zemlji doseženi in dotaknjeni strani enega božjega, univerzalnega in koncu drug do drugega.
In my wildest dream, v najbolj norih sanjah, je naslov komada. The best revenge is to show them that your life is getting better after they're gone. Najboljša, veste, misli doskrat maščevanje kot tako, ne? Tlele prevod, ne? Najboljše maščevanje je, da ljudem pokažeš, da je vaše življenje boljše, odkar jih ni več v vašem življenju. Spet smo rekli, maščevanje ni naša stvar, tudi dokazovanje ni domena plemena, a ne? Ampak če pa že moramo, ali pa če že imate vzgib, da bi komu kaj dokazali, pa to, da bodite, da lahko izžarevate, da vam je boljše, odkar potujete v življenju svojo pot. Ne? To je njim dovolj velika bolečina. In ne obsojajte ljudi, kateri vam ne izkazujejo zaupanja, spoštovanja in ljubezni, česar nimajo v sebi, ne morejo dati niti vam, niti sebi. Jasno, to že pa tudi poznamo konc koncev, da jasno, da nekaj v sebi nimajo. Naučite se biti v redu z ljudmi, ki ne vejo z vaše strani, vaše zgodbe. Ne? Ne morete nikomur dokazati ničesar. Ne? Torej, mi imamo določena mnenja, določena spoznanja, določene poglede in nekateri se z nami ne strinjajo, ampak zaradi tega jih ne bomo na kol nabili ali pa jih z glavo butali ob zid, ne sprejmejo naše mnenje. Nič hudega, ne ima vsak svoje, ničemur ne moramo ničesar dokazati in ni potreba. Potrebno je, da smo, torej biti taki kot smo in taki kot smo, da smo vzor s tem, ko smo. Kakšni? Pure, čisti, iskreni, nenarejeni, izgrajeni. Yes, you will rise from the ashes. Ja, mi smo rekli, iz pepela se bo rodilo nekaj. Ja, v praksi povrneš, vendar veste kaj, dokler stvari ne zgorijo do konca, pol ni pepela, ne? In za ta proces, da dovolimo, da stvari v nas zgorijo, pa je potreben pogum. Tega vam želim mnogo in ne vem, čemu bi se nazaj držali, ker sem vam že 1000krat rekel, da je vse v redu, ljubljeni, vsem vse odpuščeno, vsem vse dobro, zlata doba je tle, mislim, kaj zdaj? A strah? Ne, strah je za slabiče, ne pa za bojevnike. Mi smo bojevniški. In ja, še iz te strani na koncu sem se naučil, kako biti močan sam. Ja, pa smo spet tam na začetku, ne? Torej, odistanciraj se, umakni se, vsak je sam, ko vstane sam in tam moraš biti pogumen, da preživiš in volkovi in živali to imajo. Tudi ptičica, ki se je ustrašila medveda, je poletela, ker je bila revica tako močno prestrašena in je pogruntala, da ima tudi moč, ampak je mogla dobiti en puš in ta puš prestrašenosti prihaja zdaj k nam na prvi ter. Tole zdaj z Izraelom je hud kotu. Jaz mislim, da bi to moglo kar zbuditi ljudi, torej napoved 3. svetovne vojne, pa bam, pa ne bom šel kaj noter, ker ni ideja, zato ker ne vem točno, pa nisem še skontempliral. Mogoče pa jutr, kdo si ga vedi. The more you try to control. Bolj kot skušamo imeti stvari pod kontrolo. Včasih more controls, bolj ko skušamo stvari imeti pod kontrolo, bolj stvari imajo pod kontrolo nas. Osvobodi se in pusti stvarem, da peljejo svojo naravno pot in naraven tempo. Torej ne probati na silo priti do tega, da jaz se moram pa prebuditi, že zamujam neki. Ne, v redu je, vse cool, bodi to, kar sem dal na svetov en kup, pa ne sem jaz, bodi to, kar si in pogum na plano in načeloma pusti, da se stvari razvijajo po naravni poti. Tudi ne moreš ti jabolku reči, zdaj pa sicer bo, kaj jabolka zorijo, avgusta, a ne, avgust, september, no, zdaj pa reči jabolku, zdaj pa juli, zdaj hočem te pojesti, zdaj bo zrel. Enako je z našim zorenjem in vsaka stvar rabi svoj čas in svoje pogoje. In pogoji so odlični,
časa je bilo tudi mnogo, prav je, da le odprete in se prepustite in ne zadržujete in ne imeti stvari pod kontrolo. Duhovni preboj ni nekaj, kar imate lahko pod kontrolo, lahko le pustimo, da gre. In zato vam pravim, ničesar se ne oklepajte, ne bodite na nič navezani, da vas stvari navezujejo in vas imajo privezane, da ne morete iti s tokom, naravnim tokom zorjenja sera. Tega pa kar ne bom prevajal, zato ker se mi ne da. A ne? Zato ker lahko se tako odločim. A ne? Delam kot želim, delam po najboljših močeh, delam za dobro vseh nas. Tudi glasba je bila narejena za vse nas in želim vam, da izberete kaj pametnega, kaj dobrega, kaj tacga, kar vas dvigne, kar vas napumpa, kar vam da upanje, zagon, kar vas pomiri, kar vam pravzaprav tudi kakšno solzo stisne, sej voda vendarle čisti in solze so čistilni servis za dušo. Kar mora iti ven, ne gre ven, marsikdo ima čistilne procese skozi bruhanje, skozi drisko, skozi jokanje, skozi vročino, en kup je primerov, vsekakor je najbolj bistveno, da se temu procesu prepustite in ne letite k doktorjem za vsak korak, za vsak, ker če mora iti ven, mora iti ven. Dragi moji, ljubljeni z vseh strani, vsem vse odpuščeno, dobro želimo vsem, a ne, in nikogar ne obsojamo in sodimo, ker to ni naš del. Ajde, srečno, čau. With you.